Visoka bodeča žica in debele rešetke varujejo vhod zaprtega oddelka na Dobu. To je najstrožje varovani del največjega slovenskega zapora. Kolega tam že čaka, jih bo odpeljal v ta sprejemni oddelek. Za 3 obsojence teče prva zaporniška ura. Preden bodo prestopili prag oddelka, v katerem bodo začeli prestajati kazen, jih skrbno pregledujejo oboroženi pravosodni policisti. To je običajen postopek za vsakogar, ki pride v zapor. Tukaj sem tukaj, da pregled opravijo. Telefone rabite s sabo? Jaz ga nimam. Dajte polke, tam ne može pa izključiti. Ampak tole je pa kamera. Pa pas imam. Še okrog se obrnite. V trenutku, ko obsojenci prestopijo še zadnje vhodne rešetke, postanejo zaporniki. Evo, zdaj smo noter. Na tej strani zanje ni več svobode. Na Dobu je trenutno zaprtih 605 obsojencev. Največ na zaprtem oddelku, kjer velja najstrožji režim. Tu so vse povsod rešetke. Celo igrišča obdaja ograja. Rešetke so na oknih zaporniških sob, tudi na vhodu edine trgovine v zaporu. Čokolade vidim, bombone, cigarete. V tem režimu se zapornik tudi sprehaja nesvobodno. Zunaj je le, če ima za to razlog, kadar je čas za rekreacijo ali delo. V tem strogo nadzorovanem režimu kazen prestaja večina vseh obsojencev, ki so zaprti zaradi posilstva, spolnega nasilja ali spolne zlorabe. Na Dobu jih je skupaj 66, od tega 62 na zaprtem oddelku. In tudi to z razlogom. Dokler v bistvu ni tega odgovora, ki ga mi tudi na nek način iščemo, da utemeljeno pričakujemo, da kaznivih dejanj ne bo ponavljal, do te faze v bistvu tudi zelo pazimo, koga razvrščamo v svobodnejše režime in pa tudi pred tem, če ni tega odgovora, tudi ne načrtujemo zunajzavodskih ugodnosti. Bojan Majcen je odgovoren za varnost vseh obsojencev, ki kazen prestajajo na Dobu. To je pač odgovornost šefa zapora. Obsojenci na zaprtem oddelku spijo v 6 blokih. Tukaj je pisarna pravosodnih policistov. V pritličju 6., najnovejšega bloka, je soba pravosodnih policistov. Ti noč in dan opazujejo, kaj se v bloku dogaja. Vsak korak na hodniku nadzorujejo kamere. Vse je pod nadzorom. Tako, ta del ja, razen sob. Vsi prostori so pod ključem, večina zapornikov ima svojo sobo. Na 9 kvadratih samske sobe je vse, kar zapornik potrebuje. Kopalnica, miza, omare, postelja. Vse, greva lahko, no? Ja, seveda. Pod isto streho tu živijo različni obsojenci. Pedofili in posiljevalci niso ločeni od drugih zapornikov. Ni potrebe, to niso ZDA. To je ena od ameriških resničnih zgodb, ki kaže razsežnosti zaporniškega nasilja nad pedofili. V Kaliforniji so med letoma 2001 in 2012 obsojenci v zaporu umorili 162 sojetnikov. Ameriška tiskovna agencija je z analizo ugotovila, da je tretjina umorjenih v kalifornijskih zaporih obsojenih pedofilov. A taki umori se ne dogajajo samo v Kaliforniji. Steven Sandison je v zvezni državi Michigan leta 2014 v zaporniški celici umoril sojetnika, ki je zaradi spolne zlorabe 9-letne deklice prestajal do 50 let zapora. A to niso Združene države. To je Slovenija. Slovenska zakonodaja za najhujšo kršitev zoper spolno nedotakljivost predpisuje 15 let zapora. To ni Makedonija, ki poleg zapora obsojene pedofile celo kastrira. To tudi ni Avstrija, ki je razvpitega Josefa Fritzla postavila v dosmrtno ječo. Se še spomnite tega obraza? Fritzl je kar 24 let v ujetništvu držal svojo hčer Elizabeth in ji zaplodil 7 otrok. Tudi Slovenija ima svojega Fritzla. Ptujčan Peter Rakuš je zaradi spolne zlorabe 3 hčera, najstarejša je rodila njegovega otroka, dobil 20 let zapora. 20 let za več kaznivih dejanj, vključno s posilstvom in spolno zlorabo. To je Slovenija.